Poslušate oddajo Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Spremljate oddajo Moja zgodba. V njej pozdravljam direktorja Muzeja novejše zgodovine, dr. Jožeta Dežmana. Dober večer, gospe in gospodje. Danes je na sporedu tretja oddaja iz niza, ki smo jo poimenovali Vosovski likvidatorji. Lahko bi rekli tudi morilci, teroristi. Gre pa za ljudi, ki so v Ljubljani v času italijanske okupacije v letih 1941 in 1942 dejansko sprožili državljansko vojno. To so bili mladi ljudje, skojevci, nekdanji sokoli, prepričani, da je ideja komunizma, ki prihaja iz Sovjetske zveze, prava. Zato si niso pomišljali nad svoje politične nasprotnike nalepiti etikete izdajstva in jih tudi fizično odstraniti. Posnetki, ki jih boste slišali, so nastali leta 1979, ko so še živi člani varnostno-obveščevalne službe posneli svoje spomine na takratni milici. Ker so bili ti posnetki shranjeni v sklopu Ministrstva za notranje zadeve, v času, ko so se uničevali arhivi, niso bili uničeni in so danes tako velika redkost, pravzaprav še nikoli niso bili javno objavljeni. Posnetki, ki smo jih do zdaj objavili, odmevajo v javnosti. Dr. Jože Dežman, tudi vas je presenetilo pravzaprav, da so šli tako v javnost. No, jaz mislim, da je ta odkritosrčnost, če tako rečemo, ali pa ta prepričanost, da je umor pravzaprav rojaka, častno dejanje, ki dela Ljubljano mesto heroj, ki dela komunistično politično policijo ali pa stalinistično tudi herojsko, ki dela pripadnike te službe, ki so morili, predvsem rojake, heroje. In tisto temeljno vprašanje, ki je bilo že nakazano, ali je bilo izzivanje državljanske vojne na nek način ena posebna kolaboracija, se pravi kolaboracija s Stalinom. Vidimo, da doktrina je stalinistična, dehumanizacija sočloveka kot izdajalca, kot ničvredneža, kot razrednega sovraga je tudi. In če je Jože Možina v svoji knjigi imenitno pokazal proces izzivanja državljanske vojne na podeželju, pa lahko ob teh pričevanjih spremljamo ta proces v Ljubljani. Slišali smo že o umoru Avgusta Praprotnika, vodilnega liberalnega nasprotnika, slišali smo o umoru Fanuša Emerja, začetnika rezistence, recimo po tej liniji kraljeve vojske v domovini, četništva, rekli so plavogardisti, Mihajlovičevci. Danes bomo pa spet videli dva nivoja izzivanja z umorom. Eno so politični ideološki nasprotniki, se pravi zlasti Lambert Ehrlich in bivši ban Marko Natlačen, in pa dva voditelja Slovenske legije za Emerjem, Ivo Peršuh in Fortunat Majdič. No, končali smo torej z umorom industrialca Avgusta Praprotnika prejšnjo oddajo. Tudi danes nas bosta nagovorila Franc Štadler Pepe in pa Kamil Kratohvil Mile, njuni posnetki. In zdaj gremo k morda najbolj odmevnemu umoru v tistem času, umoru profesorja Lamberta Ehrlicha. Ko smo pred nekaj dnevi pravzaprav imeli v Muzeju novejše zgodovine na okroglo mizo o mislecih slovenske države, slovenske samostojnosti, je med njimi zaseda častno mesto dr. Lambert Ehrlich. Tudi analize dogajanja v letu 1941-1942 v Ljubljani kažejo, da je pravzaprav Ehrlichovo delovanje proti italijanskemu okupatorju bilo na način uporniško. Skušal je doseči, da bi zaščitili civilno prebivalstvo in sej tukaj ni daleč od že prej omenjenega umorjenega Avgusta Praprotnika. Ljudje so skušali v tistih norih časih narediti razmere za prebivalstvo znosnejše. Takrat so se razumni in, jaz bi rekel, odločni ljudje so skušali vzpostaviti razmere, v katerih bi upor imel manj stroškov, kot jih je imel komunistični ali pa stalinistični tip upora. In v javnosti seveda dobiva ta podoba tudi komemoracije njegove smrti, ker
prizadevno predvsem vršijo letno z temi komemoracijami. Dr. Janez Juhant. Te raziskave kažejo pravzaprav eno veliko podobo Lamberta Ehrlicha. Tukaj pa pridemo do tiste dialoške točke, kaj so v njem mislili njegovi morilci. In to je tisto, kar bo potem prineslo zgodovinsko tehtanje. Ali je bil umor resen, zavržen umor, ali je bilo potrebno Ehrlicha umoriti zaradi stikov z Italijani, ali kot vodilno osebnost, ki je pač stalinistični revoluciji stala na poti. Zanimivo je, da je Stadler v opisu umora Ehrlicha silno kratek. Zanimivo pa je tudi, da recimo zgodovinar Jože Pirjevec v svoji knjigi Partizani piše, da je bil Ehrlich eden od tistih, ki bi jih tudi on streljal. On sicer to v Partizanih ne napiše, se je pa nedvomno z veliko naslado postavil v vlogo Ehrlichovega morilca na eni od predstavitev Partizanov, ampak vsekakor ni dosti strana, ne, ker pravzaprav zapiše, da je Ehrlich največji kolaborant v Evropi, ne? No, to pa ja, to je pa pravzaprav res en posebnih perjočih duhovitosti, in ko sem mu to v javnem dialogu postavil kot problematično, seveda ne odgovarja, on vidi to kot politični napad z desne, ampak to so zdaj ta nelagodnost dialoga, ki jo bomo mogli sešteti nedvomno. Tudi v Nemčiji so bili med milijoni nacistov, so bili po vojni še zmeraj živi tisoči ali pa 100 tisoči, ki jim na misel ni prišlo, da bi Judom odškodnino plačevali, ki jim na misel ni prišlo, da bi svoj protisemitizem in holokaust videli kot greh. To je bila pač opitost nemškega naroda, ali pa avstrijskega, ali pa italijanskega z Mussolini, ampak ki se jim še na misel ni prišlo, da bi Hitler mu kaj narobe. In zato je to spraševanje potrebno, kako se bomo do revolucionarnega terorja opredelali. In tukaj tudi seveda postavljam dr. Pirjevcu še enkrat to vprašanje. Tukaj ima lahko najlažje stopi z gospodom Stadlerjem, z gospodom Kratochvilom na zgodovinsko prizorišče, potegne pištolo in reče, jaz sem z Stadlerjem in Kratochvilom tukaj tudi, da streljam. 26. maja 1942 na Streliški ulici je bil streljan Ehrlich Lambert in njegov pomagač Rojc Ivan. Izvršila sva to jaz in pa Mile Kratochvil. V zaščiti je bil Đorđe iz moje grupe in pa Sabina, ki sem jo angažiral tudi za zaščito. Pokojna Sabina, mislim, ne. Urška je imela pa nalogo, da čaka v avtotaksiju za isto vlogo kot pri reševanju Zdenke Kidričeve, da dotičnega taksista drži toliko časa, da po izvršeni justifikaciji, da se umakneva v avto in na varno. Pravzaprav je Franz Stadler Pepe zelo, zelo kratek, kar se tiče glede na odmevnost tega umora, no, ampak precej bolj gostobeseden pa je Mile oziroma Kamil Kratochvil Mile. Prav gotovo se tukaj kolega Pirjevc lahko vpraša, če je držanje pištole in streljanje v Ehrlicha še zelo junaško dejanje. Potem je bila, prosim zdaj, časovno akcija sem šel s Pepetom, to je bila pa, na tega, Ehrlicha in Rojca, ne. No, takrat smo pa, tudi je bil pa določen Koki, to je bil Dolenc Andrej, ki je tudi streljal v Rdečih hiš na Poljanah. No, in mi se pa večkrat, skozi tam hiš strevala skupaj in se večkrat dobila tako, in je meni rekel, mene pa dojadila se njegov ozirom, jaz sem na ta zavarovanja hodil in tako naprej, ne. Pa se rekel, veš kaj, sem rekel ti, kaj če bi jaz šel na akcijo namesto tebe? Ker Pepe rekel, da bi jaz mogel stražiti pri, ne pri magistratu, pri mestnem domu, so gasilci bili. Da me tam stražil, no, jaz sem pa rekel, veš kaj, sem rekel, Koki, kaj če bi šel? Jo, prav.
Zgoraj pa ne. Prav kar ne. No, in se dobila s Pepetom popoldne, tam to ni bil prejšnji dan, ampak par dni prej, so dobila tudi tele pred, kaj radio prodajatelje, nasprot, daj dama, ne. Se s Pepetom dobila in sem jaz rekel, veš kaj, Pepe, sem rekel, zakaj ne bi jaz šel na akcijo na mest Kokija? Ja, prav, lahko, nič proti, prav, sam, tako pa rekel, jaz se rekel, on je pa prav zadovoljen, da grem jaz, ne. No in tako je Pepe rekel, v redu, greva. Kjer ga imajo, pa ne vem. No, v tej akciji je vodil jo je to Casar, Erlich Lambert in Rojc. In Rojc. No, to sva pa mi dva enkrat šla z Lizo. Tega mi je pa Liza pokazala. Ne? Liza. In sicer tam to pes, ne vem, mesec mi ga je pokazala prav tam nekje, ko je šel ker on je stalno mašoval za tele stražarje v ljudski kuhinji. In tam vem, da me je enkrat zdaj, ne vem, kje prosluža, v to vem, da tega mi je Lidija pokazala. Lidija, ja, Drmastja. No, mi smo rekli Liza. Ona mi je pokazala, potem smo to smo se pa večkrat dobili s Pepetom, bila. Zraven bil tudi, prosim, ker je bil on odstopil od akcije, je bil tudi Koki. On je pa potem vršil zavarovanje pri sedanjim, tleke tale, Mestni trg, no? Ne Mestni trg, Krekov trg, kjer ta zelenjavo prodaje, no? Tam, kjer je bil prej gasilci sem not. Tam je bil on stražil. Sabina pokojna, Štadler Sabina, ne, Pepetova žena pokojna, je pa stražila pa tam pri otroški bolnici. Ne, z nami je bil pa, v avtomobilu je bil pa Đuro. On je pa moral držati na te ulici, to je meni Zrinska, ne Zrinska, prva, ki gre dol, Zrinskega. No, tam je pa on avtomobil držal, ne. No, mi s Pepetom, Pepe je prišel k meni zjutraj, to je bilo zelo zgodaj, to meni se je bilo ob 7, tako da ob 7:30 ali 8 je bil on padel. Ne. In sem mi s Pepetom šla tam, Pepe si je maskiral, si dal. Jaz sem si dal samo ene črne špigle, katere sem pa izgubil, ker me je on klinc vame skočil, ki sem ga strelil, Rojc. In Pepe je pa brke si dal. Brke se je tam pred našim špiglom, jaz sem fotra hitro prešliferil, ker Pepe eno reč ven povlekel in se je tiste brkce takole gor limo, to da se malo maskiral. No, šla sva in sva tam hodila, 4 ure in so začeli te stražarji ven hoditi iz ljudske kuhinjice dame, ne. Pa prav, Pepe, prav mi zdaj pa peva, no. In sva mi je šla, če je takole ljudska kuhna, se gre ven, kaj proti mestu, mi je se takole šla, no. In vidimo, da je prišel on ven. Po kjer ulici ste šla? Po Streliški ulici. Ob sedanji hiši ljudske kuhne, da tem, ko se takrat imenovala, kaj je to? Tudi ljudska kuhna, zdaj je takrat tudi ljudska kuhna. No? Potem so še po tem trotuarju. In Pepe je rekel, evo prav mile, zdaj pa je prav. Ne? In je še to rekel, kjer ga boš ti? 2 tebla, ne? Ker takrat so rekli, vse, kar je okoli njega. Bila treba samo 2, on pa še en. Mislim, neposredno skupaj z njim. Jaz si ga veš kaj Pepe, ker ti bolj sigurni, jaz nisem, se veš govoril, to je bila prva taka, prav da sem jaz, mislim, no, prav sem, razen unga, ki smo tam, ne, sam, jaz sem rekel, Pepe, on je prepodol, ko je dober strelc, še celo v bivši jugoslavski vojski je dobil tisto značko dobrega strelca, da se je kar ti, jaz sem pa unga, če ne. No in sva pač se obrnila, Pepe pa še naprej, enih 5 korakov pred njima sva pospešila, se obrnila in sva tisti izvršila, ne. In potem sva letela čez cesto in tam v to Zrinsko ulico, če je to Zrinska, če ni. Prva ulica, ki gre dol proti Poljanom. Štrosmajer meni se vije, no, prosim, to se lahko ugotovi, kaj je tem, no. No in sva tam skočila v avto, Đuro je držal šofera, ne pač tako, ker to je tudi tak šofer, ne, kot taksist, tako. No in smo peljali pol pred sklele za vogalom po tej ulici ob otroški bolnici, nazaj gor zavili in nazaj v Streliško, ne,
Tam, ko smo prišli nazaj v streliško, je bila Sabina, smo ji še pokimali, ne? In ona je potem lepo šla in smo peljali. Dol sva stopila s Pepetom pri cerkvi Svetega Jakoba. Tlele. Sva dol stopila, Pepe je že služba, jaz sem še pa domov. To je bila ta akcija. A lahko malo odnosno, če se spominaš, odmev na to akcijo, to je precejšna Ja, vse. značajna akcija bila. No, pa sem se Verjetno se boš spomnil še kakšne detajle o odmevu. čakaj, jaz se spomnim to, da so takrat, pol sem jaz damšel, sem se preoblekel, ne, drugače prav, in sem šel malo po mestu, ne, in me je že tam za Ljubljanco ena baba stara, ena tercijalka, ki tam sem jo poznal, ne, pač iz hiše, je začela govoriti, kako zdaj so začeli pa že gospode, duhovnike pobijati in tako naprej, pa sem okirval se pobil, prav, veste, to sem enega tazga, sam meni se ona ni bila, ampak je vedela, da duhovno ni rekla tega. No, potem sem pa šel naprej, sem šel pa po naseljani trg, tam sem pa tudi ne vem kdo koga srečal, no, tam smo pa že šli še to je nisem, ampak to so pa prepovedali pol, ne, tam tudi ljudi, da so babe pomakale robce v Erlihovo kri, ne, in se, kaj tem tam jukale, pa objekvale, pa ta hudiča, ne, razumeš, tako da to se že, pol pa seveda se tu spomnim, ki je pol bilo pisano v tale Komunike. Porčovskem komunike, ne, no in tudi te cajtinge, te ne vem, jutro ali Slovenci, ali pa s tem pa so takrat, to so pisali, te cajtinge so pisali ogromno o tem terorju, slike njegove, mučenci in tako naprej. No, in pokopani pa tle, zdaj ne vem, jaz sem bil še, čakaj, ali ni bilo še, pred smo mi prišli 45 leta. Vem, sem šel jaz, enkrat sem šel na naš grob, ne od moje mame, ne od moje mame, od očetove prve žene, sem videl, je bil še tisti grob, ne, Vaktova skrb, Erlich in Rojc sta bila pokopana. No, in tudi to so prepovedali. Se takrat ne si škof tudi bil, ne, tisto bret mu pa to, se spomnim, ki je bilo tak Gala pogreb. ja, no, zelo slovesen, tak in tako, ne. No, to, drugega jaz ne vidim. Ja, slišali smo Kamila Kratochvila Mileta, zanimivo pričevanje. Spominja se še groba Lamberta Erlicha na ljubljanskih Žalah, ne? Ta grob je potem izginil. Posmrtni ostanki izkopani, odpeljani znano kam, zdaj pa na obe žrtvi pač je postavljen kenotaf, ne? In tako, da tudi tam je spomin žrtev obnovljen, ampak zdaj v nadaljevanju bomo pa slišali dve pričevanji Štadlerjevi o dveh umorih. Eno je Ivo Peršuh, drugo je Fortunat Majdič. Mi mogoče danes si težko predstavljamo, kaj je bila Slovenska legija, ampak ta vzporedna odporniška organizacija, ki je organiziral meščanski tabor, to ni bila kar tako ena izmišljotina, ne? Ampak oni se niso odločili za model upora, ki bi zahteval kar največ žrtev, in to je bil razcep, ki je ločeval tigrovce od komunistov, je bil razcep, ki je ločeval končno Mihajloviča, kraljevo vojsko v domovini od partizanov in tako naprej. Skratka, Peršuh, slišali smo že Brajnikovo pričevanje, ko je umoril Fanuša Emerja, se pravi enega od voditeljev te meščanske ali pa kraljeve smeri. Ivo Peršuh, Fortunat Majdič, oba sta doživela isto usodo zaradi vodstva Slovenske legije in proti obema je bila sprožena naravnost neverjetna propaganda in sramotenje. Najprej o Ivu Peršuhu. 26. maja 1942 je bil v Vzajemni zavarovalnici ustreljen Ivo Peršuh na Miklošičevi, denunciant in organizator belogardističnih oboroženih sil. To je bilo isti dan po akciji na Erlicha, ki je bila ob 9. uri, po akciji na Peršuha, pa mislim, da je bila okrog 11. ure, me je poslal Štefan Brajnik preveriti, ker je padel tam pri tej akciji Turk Dušan Dule na Žale, da vidim, ali je Dule ali ni Dule. Dal mi je opis, šel sem
na zvezo na žale k Pangrcu, grobarju. To je bil naš sodelavec in mi je povedal, kje leži Turk Dušan Dule. Zato sem se usmeril tje v tiste prostore, kjer sem našel še v odprti trugi Erlicha, Rojca in med njim zraven pa prepoznal Duleta, Turka Dušana Duleta. O identifikaciji sem poročal Štefanu potem v bunkerju. Videl sem, da je Dule imel eno strelsko odprtino manjšo, z desne strani proti levi, v levi pa odprto glavo. Se pravi, da je v borbi, ko so ga obkolili v tistem bifeju, Jerasu, da je zadnji metek čuval za to, da ni prišel živ v roke in se je ustrelil v glavo. Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Tisti, ki ste dobro poslušali, kar je povedal Franc Štadler Pepe, ste lahko slišali, da omenja 26. maj kot umor Peršuha. Ne? Ljubljana je bilo takrat res teroristično mesto, mesto terorja. Veste kaj, sej tukaj moramo pa mi malo pogledati razširiti. Če upoštevamo, da je v 4 letih vojne ta partizanska stran, pa recimo komunistični teror umori več kot 4000 slovenskih civilistov, se pravi, če vzamemo 4 leta, to je 1200-1400 dni, pomeni, da povprečno 2 do 3 umori revolucionarne justice na dan se zgodijo. Se pravi, je bila ta frekvenca v Ljubljani pravzaprav gledano na ves vojni čas še zmerna. Preč normalno je bilo umoriti povprečno 2 do 3 Slovence na dan z partizanske strani. To se pravi, gre za neoborožene civiliste. To je tista mera državljanske vojne. To je 2% prebivalstva, je posledica državljanskega spopada, velika večina žrtev jo povzroči zmagovita komunistična stran. To je to, kot je državljanska vojna v Španiji in v Ameriki. To pomeni, da je to enormen problem, ki ga moramo razumeti in ga lahko razumemo ravno s tem, kakšna ogroženost življenja, kako je cena življenja padla. Zdaj pa še k umoru Fortunata Majdiča. 25. avgusta je bil ustreljen v rokodelskem domu Majdič Fortunat, komandant slovenske legije. Obsodbo so izvršili Sine in pa Urška. Pri tej akciji ker bi pravzaprav izvršiti akcijo moral jaz. Po ogledu tega terena, ker je bil umik predviden iz Komenskega ulice in rokodelskega doma na takratno Svetega Petra cesto, je na drugi strani bil v en lokal, v katerem sem jaz videl svojega šefa Uraniča, pa z enim prijateljem, zato sem smatral, da če mi jaz tam umikal se sigurno potem ne bo v redu. S tem sem jaz potem spremenil načrt, sem se z Sinetom pogovarjal in Sine tu rekel, da to, ne vem, če sem pojasnil tako podrobno, pa sem rekel, Sine, si ti pripravljen, ker je spadal v mojo grupo, da izvršita vidva. Tisti dan je bilo to, neposredno pa tisto akcijo. In Sine je bil takoj pripravljen in nadalje potem ta akcija tudi upisana. Not pa jaz ne poznam. Toliko sem samo kot dopolnitev k tej akciji. Tako se je Franc Štadler Pepe spominjal umora Fortunata Majdiča leta 1979 na arhivskih posnetkih, ki so zdaj prvič objavljeni. Dr. Jože Dežman, zdaj pa še k enemu velikemu umoru. Pravzaprav gre verjetno za zadnji veliki umor, kajti potem so se ti v Ljubljani zaključili tudi zaradi velikih represalij. Ban Marko Natlačen, se pravi vodilna osebnost slovenske politike, katoliške, konzervativne,
je bil zadnja velika tarča vosovskega terorja po streljanju talcev, kasneje se ti atentati, ti teroristične dejanja v Ljubljani praktično ne dogajajo več, ker je cilj že dosežen, državljanska vojna je sprožena. Tukaj je pa Stadler zelo ponosen in zelo natančen v opisu. Pravzaprav se nekako kar vidi, da ta teror se ni dogajal samo na ulicah, niso bile tukaj samo gostilne, niso jih samo vabili na neke kraje, oprezali za njimi, ampak so odšli tudi na dom. Seveda, in tukaj pa Stadler je treba vedeti, on je kakšno leto starejši od ostalih morilcev, bil je amaterski igralec, rad se je maskiral ob svojih pohodih in bil je tudi športnik, se pravi spet ta sokolske veščine, dramatske veščine, in to je uporabil tudi pri umoru Natlačena. Prisluhnimo. 13. oktobra 1942 je bil justificiran Natlačen. Dobil je en strel v glavo in sicer v sence in 2 v vrat. Po dogovoru je bila akcija izvedena Štefan in jaz osebno, ki je povedal mi, da mi je poverjena ta akcija strani centralnega komiteja. Vprašal me je, koga bi želel za zaščito pri sami izvršitvi akcije. Sem takoj omenil Šiška Jožeta, Luko. Potem pri sami akciji sem pač moral imeti več podatkov in Štefanu tudi povedal za izvedbo take akcije. Je potrebno, da poznam situacijo v sami hiši in tudi ostale podrobnosti. Tu pri tej akciji je Štefan mi povedal, da je Lidija Drmastja tu edina in najboljši poznavalec vseh teh prilik, tako da sem od časa, ko sem prevzel to izvršitev te akcije napram Štefanu, sem potem imel vsakodnevni kontakt z Lidijo, istočasno tudi z Štefanom, potem tudi z Lukom, pa z Ackom, ki so bili neposredno tudi v vseh teh pripravah angažirani. Acko s triciklom, ki je na določenem mestu čakal, da se potem izvrši umik s pomočjo tega tricikla, tam do Trubarjevega kanala, ob kanalu preko Dolenjske ceste, v Pekarske in potem v Gradišče, kjer me je čakala pokojna Sabina. Tam sem tudi se nekje malo uredil po vsej tej akciji. Moram reči, da je Lidija bila ena od najboljša pomoč. Prvič z samim opisom situacije v hiši, način prihoda, ker je bilo v Natlačnovo hišo ni bilo lahko priti, je bilo treba se zakamuflirati v duhovnika, ki naj bi prišel iz Dolenjske, poslan od monsignora tega in tega, kar imena, jaz ne vem, to Lidija verjetno bolj podrobno še se spominja. Pripravljeno je bilo tudi pismo, ki ga je sestavila Lidija in naslovljeno na dr. Marka Natlačena, in edini na ta način je bilo možno priti v Natlačnovo hišo. S tem, da je bilo rečeno, da pošilja duhovna, tako rekoč približno duhovna, iz Dolenjskega z eno važnim sporočilom in da je potreben takojšen odgovor in tako naprej. Prišla je odpreti, najprej služkinja pogledala skozi okno, pač predstavce je bilo treba kot odposlanc tega monsignora, to sem takrat bolj podrobno poznal. No in šele potem je odprla vrata vhodna, železna vhodna vrata, so vodila na dvorišče in v stavbo. Poslala
preko ta služkina njihova je poslala me v eno sobo, dnevni prostor, kjer je bila izgleda tudi nekakva pisarna natlačna, zraven se je pa držala še ena druga soba. No, vendar, ker je bil natlačen v gornjem nadstropju oziroma v gornjem delu stanovanja, to je bilo po visokem pretličju, ker sem v ta dnevni prostor, v kateri je prišla žena od natlačena in razgovarjala z menoj kot z odposlancem. Zanimala se je za situacijo, se stanje dol na Dolenjskem, kako naši, to se pravi misle, belogardisti in tako naprej. Jaz sem nekako na lep način povedal, da je v redu, da naši dobro napredujejo in da so se precej razvili tole našo organizacijo. Nisem povedal, katero, kako, kaj podrobnosti se tudi ona ni hotela podrobno vedeti, samo videl sem, da je zelo zradoščena nad temi, nad takovim pripovedovanjem. To je trajalo cirka 5 minut. No, ko je stopil natlačen v to isti prostor, se je žena oprostila in jo poslovila. Povedal sem ponovno, da je treba, da sem poslan tam in tam, da ima izredno važno obvestilo, da je želja, da bi takoj odgovor tudi prenesel nazaj. S tem sem nekje prepričevalno Marka natlačna prepričal, da je vse v redu. Vedel sem se tudi kot duhovnik. No, natlačen je potem sedel za mizo, čim je odprl pismo, začel čitati, sem prestopil 2-3 korake do njega in en strel v glavo, 2 v vrat. V tistem trenutku že završali po hiši Aiuto Italijani skozi okno, ker je bila nasprotno italijanska ena postojanka, ena gimnazija, v kjer je razmešena italijanska vojska in straža pred ravno na tej nasprotni strani, mečken omaknjeno na stran od te hiše natlačene. No, v tistem, ko sem jaz hotel umik narediti iz hiše, sem pomotoma šel dol po stopnicah v klet, ker sem mislil, da je to že v izhod na dvorišče. Vendar sem videl, da so stopnice v klet. Čim sem se po tistih stopnicah vrnil v hodnik, sem bil že napaden od vseh 3, to je od sina, žene natlačna in pa služkinje, ki so me obkolile in hotele podrti na tla. V tistem sem jaz hotel rešiti najprej sina natlačna, ki je bil za pol glave ali pa še več višji od mene, močan, sem ga s pištolo po čelu udaril, tako da je nekako prvo silo odletel. Rečeno je bilo, da se njega ne sme streljati. No, ampak od strani iz leve, desne, pa nekdo me je držal za lase, me je izčupil tudi en kos in šel plas. Vendar sem videl najbolj nevarnost od sina, ki se je ponovno zapognal proti meni. Jaz sem v tistem videl, da je zdaj, ker je bil rečen, če sem v taki nevarnosti, da potem se tudi strelja. Ko sem pritisnil petelina, sem videl, da od prvega udarca, ki je dobil po glav, da je pištola Beretta 9 mm se zakočila in da ni streljala. V tistem sem videl zadnjo to možnost, da še enkrat udarim sina natlačnega po glavi, tam približno na isto mesto, odnosno še močneje sem udaril, tako da je odletel. Seveda me pa tudi pištola odletela, on se je nekako prevrnil na tla, zavratno. V tistem sem se utresel služkinje, žene, se obrnil proti kuhinji, sem nisem vedel, da je tam kuhna. Tam je ena stara ženica sedela, ni vedela, kaj je bilo tega starejša, ne vem, kjer je bila. Odprem eno tako vertikalno okno, pokončno belosko, odprem in kot lev skočim skozi tisto okno. In nisem vedel, kam vodi tisto okno in to je bilo pač na dvorišče, na eno peskasto dvorišče, ene 3 metre približno višine na roke, koliko smo rekli včas pri Sokolu, levi skok. Tako da sem se
nisem se nič naredil, ker sem bil res izredno spreten. Tečem proti zidu v tisti smeri, kjer sem vedel, da me čaka Acko s triciklom, preskočil zid, v tistem trenutku sem se zagledal, da je za mano tudi en volčak zderjal, ki pa je bil bolj počasen kot jaz, tako da sem bil že na sami betonski ograji, odnosno opekasta ograja, na vrhu pa beton, tako da je bilo lahko preskok in jaz sem bil navajen preskakati od telovadbe take višine, to je bilo približno 2 metra visoka ograja. Potem mislim, sem prišel na drugo dvorišče, pa še ne ograja je bilo treba preskočiti in potem na drugo ulico, v drugi smeri, tam proti triciklu, kjer sem potem sedel na tricikl in me je Acko odperil, tako sem že prej malo omenil. To je bilo pač malo bolj tako raztreseno povedano, nič urejeno, je pa tudi ta akcija nekje bila opisana, sicer mislim s te spleti obdelava Marka Natlačna kot velikega narodnega izdajalca, financerja in organizatora Bele garde, čuvanega od italijanskih policijskih sil in tako da mislim, da je samo to, da je bilo toliko talcev za njega ustreljenih, kaže, da je bil to en od največjih političnih organizatorjev in sovražnikov komunizma, odnosno pokreta osvobodilnega in pa narodnoosvobodilne borbe. No, še bi dopolnil za sodelavce pri tej akciji v pripravah in v samem tik neposredno proti izvršitvijo akcije. Moram omeniti, da je tu poleg tovarišice Lidije, ki sem jo že prej bolj podrobno omenil, bila tudi angažirana tovarišica Mija, ki je prinesla, med drugim tudi je sodelovala v pripravah, da je izdelala načrt, mislim, tele ograje in vrta in dvorišča in vse to za umik potrebne, kje naj bi tudi se postavil Acko s svojim triciklom in podobne stvari v teh pripravah. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali smo Franca Štadlerja Pepeta, tistega, ki je umoril Bana Marka Natlačena in pobegnil s triciklom, kot smo lahko slišali. Doktor Jože Dežman, je potreben kakšen komentar? Ja, je potreben. Se pravi, vse tile umore so spremljale tako imenovane izjave ali pa deklaracije ali pa se pravi medijski pogrom nad žrtvami, se pravi komunikeji varnostno-obveščevalne službe, politične policije. Treba je vedeti, da pri Natlačenu se pa zgodba vleče dlje časa. On nedvomno nam pismo Zdenke Kidrič Marjete, se pravi ene redkih žensk, ki bi bila, se pravi v slovenski zgodovini takega ženskega bitja, ki bi povzročila smrt toliko ljudi, nimamo, je nekaj posebnega, tudi ni deležna zadosti te kritične ocene. Eni jo hočejo predstavljati kot nevtralno varnostno-obveščevalno službo, ampak dejstvo je, da je ta morilski stroj v Sloveniji vodila ženska. Ne? Ampak Zdenka Kidrič Marjeta je mogoče že tam jeseni, pred umorom, še zmerom piše, da cincajo, da nimajo pravzaprav nobenega pametnega razloga, zakaj bi šli Natlačena umoriti. In ta cincanje, tako v vrstah komunistične partije, kot tudi pri sopotnikih Osvobodilne fronte, znano je Kocbekovo tudi razmišljanje in tukaj se jaz za oceno dr. Matejo Grina strinjam. Tukaj je Kocbek preko vsake mere šel v to morilsko politiko, z tem solidariziranjem z političnimi umori. In tukaj gre preprosto za politični atentat. In ko
pa to ljudi javnost takrat je bila ogorčena, so komunisti videli, da so šli čez vsak rob, ustavijo, ampak razcep je bil narejen. In zdaj, če mi vzamemo, da je 22. julija 41. dan ustaje slovenskega naroda prvi strel komunista na Slovenca, da imamo tole načrtno pobijanje vodilnih predstavnikov meščanskega tabora, da imamo to vojvodsko fazo, ki vse skupaj, to je 1000 umorjenih, preden se ljudje dvignejo proti komunizmu oziroma partizanstvu. In tukaj jeseni je pa stvar v bistvu zapečatena. Meščanski tabor je porinjen v stigmo kolaboracije. Mi bomo v nadaljevanju še ob primeru Miloša Kobala, ki ga bomo analizirali v zadnji oddaji, videli, da on še v letu 1944 skoraj 80% domobranskega tabora protikomunističnega označuje kot pristaše kraljevine. Se pravi, tukaj če najvišji vohun komunistični označuje te nasprotnike kot pristaše kraljevine, se vidimo, da ne gre za kolaboracijo, gre za uničenje nasprotnika v državljanski vojni. Zdaj, to bodo stvari, ki jih bomo mogli pojmovno razčiščevati, ampak to je tukaj že vidno, da je ta neusmiljeni komunistični manever je pravzaprav z jesenjo 42 uspel in je treba tudi to vedeti, da je že takrat protikomunistična vojska v bistvu številčnejša od partizanske. In komunistično partijo je podobno kot Tita na jugoslovanskem primeru reševalo to, da so seveda Nemci iztrebali slovensko inteligenco in možne nasprotnike na večini ozemlja, se pravi okupirana Gorenjska, Štajerska, da so imeli poseben položaj na Primorskem, kjer jim italijanska vojska po kapitulaciji preda 1000 primorskih vojakov izurjenih na partizansko stran in tako naprej. Ampak nedvomno je ta dilema, ki je bila rešena na najbolj brutalen način, nam na drug stran pa da možnost razmišljati o meščanskem taboru. Tako kot že Jože Možina napiše, seveda se lahko pogovarjamo, kaj bo, kaj ne. Ampak jaz bi tukaj šel iz te strašne ocene Viktorja Blažiča, ko je rekel, da nekaterim kasnejšim poražencem državljanske vojne še na robu Kočevskih Brezen ni bilo jasno, s kom imajo opravka. In oni so kljub vsemu v teh svojih notrnih sporih, prerivanjih in tako naprej viseli na predvojnih nasprotjih, nastajala so še kakšna nova, ampak kakorkoli, ko protikomunistični tabor z letom 1944 preide na radikalnejše pozicije in ko začne uporabljati nasilje tudi kot orodje, vidimo, da je naprimer v Ljubljani, mestu heroju, je z jesenjo 1944 komunistične ali pa političnih organizacij partizanskega gibanja konc. Da bi verjeten in politično in vojaško v enem odprtem spopadu komunistični tabor zgubil, ampak so bili na strani zmagovite koalicije in zmagali. To je tisto, česar se moramo zavedati. Seveda je pa to do tega, da bomo do tega prišli mnoge raziskave, mnogo razmišljanja, ampak ta prostodušnost, ki smo jo slišali v teh izpovedih, pove, kakšna mašinerija je bila, da je te mlade, recimo 20-letne fante in dekleta spremenila v, dejansko to so bili stroji za ubijanje. Jaz bi rekel, ni daleč od tega, da bi bili lahko bombaši samomorilci. Omenili ste to prostodušnost priznavanja, danes nas pravzaprav kar strese, ko smo prej poslušali Kamila Kratochvila, Mileta, ko je ustrelil nekoga, ki ni bil pravi in reče, smo se zmotili. Reče še kaj bolj prostodušnega, ampak Mile Kratochvil je tudi, nimamo v tej oddaji časa vse analizirati, te spomine so obnavljali v serijah, in eden od fasciklov Arhiv Republike Slovenije je starejši od leta 1979 in tam
Mile Kratochvil govori o svoji izredni radosti, notranji sreči, blagostanju in miru, ko je uspešno počel Ehrlicha. To so te stvari. A veste, v Nemčiji uporabljajo izraz skupnost racionaliziranih morilcev. Se pravi, če je morilcev v družbi dost, se povezujejo in se prepričujejo, kako so prav imeli. Če jih sodstvo ne preganja, toliko boljša. Bi vam pa tako rekel, ta problem vesti, bomo tudi v naslednji oddaji več o tem rekli, ampak ko sem bil jaz direktor arhiva, sem bil presenečen, da v dvomu k meni niso hodili samo ljudje poražene strani ali pa traumirane, tabuirani, diskreditirani, diskriminirani, segregirani, ampak potomci partizanske strani. Zakaj nam niso povedali? Zakaj? Nenazadnje imamo mi iz teh vrst, ljubljanskih vrst, herojskih vrst, precej misteriozen samomor Viktorja Avbla v demokratični Sloveniji. Imamo pričevanje o silnem, pravzaprav ene vrste mučeniškem poslavljanju Zdenke Kidrič Marjete, Ivana Mačka. Tako da ta euforija, tale prostodušnost, to je prepričevanje, da je zločin v redu, ampak zdaj smo pa tukaj, da se pogovarjamo, a je v redu, a ni v redu. Se to je temeljna lastnost ene demokratične skupnosti, da usmerja taka dejanja, ki ne kršijo temeljnih postulatov in človekovih pravic in tudi končno, če vzamemo ta širši termin, sočlovekovega življenja, zlatega pravila, ne stori tistega, ker ne želiš, da bi drugi storil tebi. Zato se o tem pogovarjamo, nič drugega nima. Bi takole rekel, ko je bilo napovedano in ko se je kazalo, da bo celo možno sojenje Ribičiču, ki so ga s falzifikatom z lažjo preprečali. Jaz sem šel vprašati vse tako, se pravi, od Tineta Velikonje, od Antona Drobniča, Justina. Tudi Ljuba Sirca, pa vse. Saj noben ni želel, da gre dejansko sedeti. Oni so želeli, da stvari dobijo imena taka, kot zaslužijo. In pač Mitja Ribičič Ciril, ali pa naš slavni, najvišji končno predsednik jugoslovanske vlade, strah in trepet slovenske politike, on se je lagal. On je na zaslišanju na parlamentu rekel, da ni nikoli slišal, da bi OZNA vršila množične umore. To je vrhunska laž. In je pokazal, kaj misli, kako se norčuje. In to je druščina iz leta 1979 danes. Več o tem pa seveda, kot pravim, v naslednji oddaji. No, doktor Jože Dežman, že sva omenila, da med stavbo Slavije in Nebotičnikom še vedno stoji kip ilegalca. To je pravzaprav kip vosovskega likvidatorja, vosovskega morilca, ki je v noči prišel, opravil svoje krvavo delo in pobegnil. Župan Zoran Janković je rekel, da dokler bo on župan, domobranskih spomenikov v Ljubljani ne bo. To je treba tudi skozi ponavljati. V Ljubljani je zelo veliko domobranskih spomenikov. Taki so zavodi Svetega Stanislava, kjer zdaj sva. Tamle čez progo ob pokopališču je grobišče oziroma vojaško pokopališče, ki še čaka odkritja. Mal naprej je Kucija dolina oziroma Brezarjevo brezno, ki je zaščiteno. Je vojaško pokopališče Domobransko na Orlovem vrhu, je nekaj grobov vaških stražarjev, 9 na Žalah, so farne spominske plošče samo po sebi in ob farnih spominskih ploščah ljubljanskih na Žalah stojita kipa Lamberta Ehrlicha in Marka Natlačena. Se pravi, zdaj bi mogel verjeten gospod Janković vzeti, se ne vem, bo to strojno delo ali ročno, ali bo z bagrom se odpeljal tja ali kakorkoli, in odstraniti in farne plošče in ta dva kipa. S tem, da naj rečem še, da mogoče je dialog tukaj zanimiv, ker kip Marka Natlačena je naredil gospod Tršar, ki je naredil tudi kip revolucije. Tako da smo tukaj spet v enih takih dialoških navezah, ampak ni tukaj lik Lamberta Ehrlicha, kot se izrisuje, kot kažejo tudi ti prispevki znanstveni na njegovem simpoziju, to, kar ste zdaj odkrivali v njegovem teh nacionalnih programih in tako naprej.
Marko Natlačen, ki ga komunisti sami kot taktično žrtev kažejo, kot žrtev politične odločitve. To so vse stvari, ki bodo dale eno normalno razmišljanje in nas končno spravile k zdravi pameti. Sej za nič drugega ne gre. In za konec še dr. Jože Dežman, napoved prihodnje oddaje, to bo zdaj že 4. v nizu. No, mi smo že napovedali, da je vprašanje Janezu Lombergarju to, ali bi mu ti ljudje, ki smo jih zdaj predstavili, povedali to, kar so povedali leta 1979, če bi bili živi in če bi jih povabil k snemanju spominov. Imamo pa človeka, ki je takrat bil živ, ki je pravzaprav neupravičeno pozabljen kot največji komunistični vohun v protikomunističnem taboru in ki je pri spominih nastopal. To je profesor dr. Miloš Kobal, psihiater, ki pa bomo skušali opozoriti, da to, kar je z njim naredil Janez Lombergar, je grdo. Prvič se gospod stvari ni spomnil, v arhivu imamo stotine strani njegovih ovadb, pričevanj, teh vohunskih zaznamkov in analiz. In če je že gospod pri svoji visoki starosti kakšne stvari pozabil ali pa živi v tem opranem spominu veteranskem, bi bilo pa le odgovornost gospoda Lombergarja, da ga na to vpraša, in zato to bo tudi eno izhodišče, da predlagamo televiziji Slovenija, da to oddajo, dokler se te stvari ne uredijo, umakne iz javnosti. In jaz tudi sam kot direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije ne vidim potrebe, da bi pisalo v sklepnem sporočilu oddaje, da oddaja nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. To je pa tisto nadaljevanje dialoga med nami, ki je še kako potreben. Dr. Jože Dežman, hvala lepa za nocoj. Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila oddaja Moja zgodba, v njej pa pričevanji Franca Štadlerja Pepeta in pa Kamila Kratochvila Mileta iz leta 1979 o umorih med drugo svetovno vojno v okupirani Ljubljani. Tudi prihodnjič vabljeni k poslušanju. Lahko noč. Moja zgodba.